Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Za nami je približno 6 tednov, ko so volivke in volivci morali vsako nedeljo oditi na volišča, oddati svoj glas, najprej seveda na predsedniških volitvah, pa na lokalnih volitvah, pa tudi na super referendumski nedelji. In zdi se, da je bila zmagovalka večine teh nedelj aktualna koalicija, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, Levica in pa Socialni demokrati. Skratka, desnica, tako se to zdaj interpretira v javnosti, velika poraženega tega supervolilnega leta 2022 in ta niz porazov se vleče že vse od aprilskih državnozborskih volitev. Naš nocojšnji gost je profesor dr. Žiga Turk, sicer nekoč tudi minister v Janševi vladi, kasneje kandidat za evropskega poslanca na listi stranke Nove Slovenije. Dober večer. Dober večer. Skratka, dobro poznate razmere na desnici v obeh strankah in moje prvo vprašanje bo vendarle vezano na to, kar se je zgodilo v tem supervolilnem letu. Moje prvo vprašanje je pravzaprav malce drugačno. Jasno je, da gre za poraz za desnico, pa vendarle, a je problem za demokracijo, če je toliko volitev zgoščenih v tako kratkem obdobju, ko je neko stanje duha v državi in ko dejansko ena opcija lahko v kratkem času pomete s konkurenco in v bistvu dobi svoje ljudi na praktično vse položaje? Prav gotovo so to tisti, ki so demokratični sistem postavljali in so naredili, predsedniške volitve recimo na 5 let, parlamentarne volitve na 4 leta in potem lokalne volitve sicer tudi na 4, ampak se niso začele usporedno z parlamentarnimi, so razumeli, da ni dobro, da to vse pade v isti trenutek, vendar mislim, da to ni največji problem slovenske demokracije oziroma tega, kako slovensko politično življenje teče. Dejstvo je, da so se stvari zgostile in da je bilo mogoče pravzaprav na eni temi, na eni propagandi, tako rekoč z enimi kartami potem zmagati na vseh teh volitvah. Šok je za desnico mogoče nekoliko, desno sredino pravzaprav, nekoliko večji, zato ker se je to vse tako zgostilo, ker smo dobili tako rekoč v pol leta eno serijo neuspehov. Drugače so bili neuspehi praviloma podobni, samo razporejeni so bili skozi daljše obdobje. Mi vendarle nikoli nismo resno konkurirali za položaj predsednika republike, je pravzaprav najbližje v zgodovini prišel zdaj Anže Logar, to se pravi, da ni tako slabo, kot bi se bali. Na parlamentarnih volitvah je desna sredina bila tudi že kdaj slabša, z manj poslanci, pravzaprav brez tiste manjšine, ki blokira ustavne spremembe, ki zdaj je. Na lokalnih volitvah se kaže pravzaprav trend, ki je tudi na parlamentarnih prisoten, da je strankarska politika na slabem glasu, ali pa vsaj obstoječe stranke so na slabem glasu, tako da je neka poplava neodvisnih samostojnih kandidatov. Zgubljajo se mesta, pa tudi ne bolj kot kdaj prej. Mogoče je prišlo do spremembe v Celju, kjer je pa vendarle verjetno ni tak problem desnica, levica, kot je verjetno to, da pa po tako dolgem času pa tudi dobrega župana ljudje si rečejo, bomo pa poskusili s čim drugim. No, zdaj vi ste izpostavili dober rezultat Anžeta Logarja v drugem krogu predsedniških volitev. Ta rezultat za desnico vendarle je nekoliko kljub porazu odstopov od preostalih volilnih nedelj, ki so bile vendarle interpretirane kot nek gladek poraz desnice. Pa vendarle, kaj je bilo tukaj po vaše drugače? Nekaj celo euforije, da se da priti blizu. Kaj je Anže Logar delal po vaše drugače, da je bil uspešnejši kot recimo njegovi kolegi na desni na državnozborskih volitvah, pa recimo kar se tiče referendumov? Moj občutek je, da je v Sloveniji, recimo četrtina volivcev na desni, profiliranih desno, se odločajo, katero desno stranko bodo volili, vedo, zakaj volijo desno stranko, zaradi tega in tega. Da je približno toliko, morda nekaj več prepričanih volivcev na levi strani, ki vedo, zakaj volijo levo. Potem je pa na sredini ena srednja tretjina, en blok ljudi, ki se mi zdi, da ne voli za nekaj, ampak gleda, kaj je na izbiro, kaj je na meniju,
tako kot v restauraciji, ko pogledaš, okay, na katero od teh zadev pa nisem alergičen. Ne? Katera jed je pa tista, na katero jaz nimam alergije. Skratka, pogledajo, kje pa je nekdo, ki me ne moti, ne? Pri katerem me pa nič ne moti. Na parlamentarnih volitvah ti ljudje glasujejo za nove stranke oziroma za nove obraze, ker niso še nič naredile, kar bi ljudi lahko pri njih motilo. To, da so novi, da so neizkušeni, to je bilo v našem prostoru predstavljeno kot tako rekoč prednost. Ne. Na predsedniških volitvah je nekaj takega poskušal Anže Logar, nisem mogel v celoti odcepati od tega, da je visok član stranke SDS, da je bil zunanji minister v tej vladi, vendar je skozi celo kampanjo uspel oziroma ni povedal čisto nič takega, s čemer se ne bi bilo mogoče strinjati, kar bi kogarkoli lahko zmotilo. To skratka bil je sporočila so bila neka, kot se temu reče, vanilja, ne, plain vanila, se pravi sladoled, vaniljev sladoled, najbolj običajna reč. Vsi nekako to imajo radi, to je en faktor, drug faktor. Imam občutek, da je šla Nataša Pirc-Musar tudi marsikomu na levi na živce, tako da nekega takega zagona ni bilo. Si moramo pa vendar priznati, no, da ne vem, če je bila v kakšnem trenutku njena zmaga ogrožena in da je en zelo jasen znak nekega neravnotežja v slovenski politiki, da pravzaprav desna sredina še nikoli ni resno kandidirala in resno tekmovala za položaj predsednika republike. Barbara Brezigar morda leta 2003. Ampak je bil tudi rezultat tukaj nekje, kot je bil rezultat Anžeta Logarja, v procentih, mogoče ne v številu volivcev. Skratka, tukaj, kjer se glasuje večinsko, 100% uspeh levih kandidatov, kar ima seveda potem posledice. Ti predsedniki predlagajo recimo ustavne sodnike in počasi je to ustavno sodišče, kako bi rekel, po izbiri levih predsednikov, tudi po izbiri večin v parlamentu, kjer je tudi, kako bi rekel, izjemoma se zgodi, da desna sredina, ali pa desna sredina plus neke stranke, za katere ni mogoče natančno reči, kam spadajo, da ima večino. Izjemoma do tega pride. No, poglejte, mi smo imeli zmagovito stranko že leta 2011, Zoran Janković je bil takrat predstavljen kot nov obraz, vemo, kako se je končalo. Imeli smo Cerarja, ne nazadnje Šarca, zdaj je tukaj Golob z neko res udobno večino vlada v državnem zboru, ampak samo njegova stranka ima kar 41 poslancev. Omenili ste, da predsednik države predlaga ustavne sodnike, zdaj so se že menjali sodniki na ustavnem sodišču. Zdi se, kot da je Gibanje Svoboda se nekaj naučilo iz preteklosti. Predhodniki niso bili tako uspešni kot Golob v tako kratkem času. Vzpostaviti neko dominanco v vseh porah družbe. Zdaj tudi na referendumu je bil uspešen. Kaj pričakujete? Ali bi lahko Gibanje Svoboda res dominirala našo politično sceno v naslednjem desetletju? Je lahko Golob drugačen? Oziroma se lahko njegova zgodba dejansko zdaj odvrti drugače, kot so mu napovedovali, češ da bo tudi on plesal, pa samo eno poletje, ena pomlad? Jaz ne vem, ali so se česa naučili, ali se česa niso naučili. To, kar se zdaj le dogaja z ministrico Bobnarjevo, bolj kaže, da se niso naučili, da pač v javnosti perejo neko perilo, prihaja do nekih sporov, ki ne bi bili potrebni. Tisto, kar je prav gotovo drugače zdaj, kot je bilo v vladah oziroma na volitvah, ki ste jih omenili, je, da je bila ta moč teh strank dedičev prejšnjega režima na tak ali drugačen način razpršena. Ni bila tako koncentrirana. Ker je bila razpršena, je seveda prihajalo do trenj znotraj teh strank. Gibanje Svoboda se mi zdi je tako nova stranka, tako ustvarjena iz nič, da niti do frakcij znotraj nje še ni prišlo oziroma ne more priti, kar je v vsaki večji stranki pravzaprav nekaj normalnega. Tako da iz te na eni strani enotnosti in zaradi številčnosti črpajo svojo moč. Skratka, so zelo močni,
Koliko so pa spretni, koliko so se naučili, to bomo pa še videli. Kako in koliko časa lahko to traja? V Evropi, marsikje pa seveda tudi drugje na svetu, marsikje imajo volitve, vendar je razmerje sil v državi, ne samo v politiki, ampak tudi v medijih, v šolstvu, v sodstvu. Tako da, če imaš oblast, če te stvari si podrediš, imaš bistveno boljše možnosti potem na volitvah. Skratka, oblast izkoristiš za to, da z vplivom na vse te sisteme, tudi konec koncev na civilno družbo, oblast ohranjaš preko naslednjih volitev. Skratka, tekma je čedalje bolj, dlje ko si na oblasti, manj je ta tekma, ko bi rekel, poštena, manj je ta tekma enakopravna. In to se v Sloveniji lahko zgodi. Nekatera skrbi ta vpliv, ki ga očitno ima Gibanje Svoboda na policijo, na Ustavno sodišče in ga bo imela na RTV. Glejte, če gospa Bobnarjeva ne more delati po svoji vesti, kot članica te vlade, kot oseba, ki je dobila polno podporo od vseh koalicijskih strank, kot oseba, ki je bila kritična, seveda, kot je treba biti, če si tam do Janše in do prejšnje vlade, če ona ne more delati po svoji vesti. Ne? Kdo v tej državi, pa ne samo v okviru te oblasti, vlade, ožje politike, ne, ampak kjerkoli, lahko dela po svoji vesti, pa tako, da ni všeč vrhu Gibanja Svoboda oziroma temu krogu, ki ta del politike obvladuje. In to je situacija, ki ni prijetna, ne, ki za nikogar ni prijetna. Zdi se, da Golob tudi pol leta potem, ko je postal predsednik vlade, še vedno jaha na nekem valu antijanšizma. Z njim se ukvarja na svojem kongresu, z njim se ukvarjajo novinarji portala Necenzurirano, ki so zelo tesno povezani z vlado, to je zdaj že jasno. Nenazadnje se nastopa proti Janši v referendumski kampanji. Kako močan je v resnici po vaše Robert Golob brez te karte Janeza Janše? No, jaz mislim, da na to karto igra na eni strani iz priložnosti, na drugi strani iz potrebe. Iz priložnosti igra preprosto zato, ker je ta tema trajnostna, Angleži imajo en izraz, a gift that keeps giving, se pravi darilo, ki ga kar naprej lahko izkoriščaš. Skratka, v ta antijanšizem je bilo zdaj v 2 letih ogromno vloženega so strani medijev, intelektualcev, civilne družbe. In dokler tega ne pokuriš, dokler se to ne izpoje, zakaj bi iskal neko drugo strategijo, zakaj bi iskal neko drugo temo. In iz potrebe po moje zato, ker nekih, bom rekel, svojih agent, svojih tem pravzaprav nimajo. Ne? In jim ta antijanšizem zapolni praznino, ki bi nastala, če bi morali priti oni z idejo, ki bi jo potem drugi morda kritizirali oziroma ki bi bila postavljena v prostor, o kateri bi lahko tekla debata. Te volitve so bile blizu skupaj in kot sem rekel, ne, je bilo možno tisti propagandni vložek, ki bi vložen v parlamentarne volitve, prevesti v referendume in v volitve, ki so sledile potem jeseni. Bi bilo na nek način neumno, pač če nekaj deluje, zakaj pa ne bi porabil tega? Vi pišete v svoji zadnji kolumni za spletni portal Siol o tem, da leva politična opcija, ki nam trenutno vlada, predstavlja svojo zmago na volitvah kot zmago demokracije. Vi jih imenujete demokratisti, da gre v bistvu za demokratizem, to pa zato, ker samo zmago svojih strank na levi razumejo kot demokracijo, na drugi strani pa zmago nekih desnih strank ali pa vladanje desnih strank razumejo kot nekaj naizem. Ne? A je to fašizem, a je to kaj drugega, totalitarizem? Kako problematično je to in ali je dejansko to zdaj že v podzavesti Slovenk in Slovencev, tudi s pomočjo medijev? No, sej to ni zraslo na zelniku naše levice. Ne? Ta pristop, da samo sebe imenuje za demokrata, tiste druge pa za nedemokrate, to se je začelo na Zahodu
pravzaprav že nekaj let nazaj. Ne. Brexit, ne, to je bil poraz demokracije, izvolitev Trumpa je bil poraz demokracije, tekma med Trumpom in Bidenom na zadnjih volitvah je tekma za ali proti demokraciji. V kakšnih državah so to bolj kupili, v drugih manj, tam, kjer imate neko medijsko ravnotežje, tam, kjer se je nekdo oglašal in rekel, poslušajte, ne, demokracija je, če imaš ti dve strani, ki med seboj tekmujeta in imata približno enako možnosti, da zmagata, oziroma si je možno predstavljati in je povsem legitimno, da enkrat zmagajo eni, drugič zmagajo drugi. V teh državah je šlo to nekoliko lažje skozi, pri nas, kjer je vendarle ta prostor vsaj za 3/4 volivcev, ki ne spremljajo nekih takih bolj nišnih medijev, tudi kot je Domovina ali pa kot je Nova 24 ali pa ne vem, Demokracija in tako naprej, Družina. Ne. V teh državah je bilo to še toliko lažje prodati in jaz sem brez težav našel, tako vtipkate v Google demokracija ogrožena in se bodo vsule novice iz teh dominantnih medijev, ki povzemajo besede levih politikov, ne, oziroma ki povzemajo novinarska sporočila. Sej, če bi morali nek začetek tega trenda poiskati, ne, mi smo imeli koalicijo ustavnega loka, ko se je del parlamentarnih strank razglasil, mi smo ustavni, vi pa niste ustavni. Pa so bili vsi po isti ustavi, z istimi pravili, po isti zakonodaji izvoljeni v parlament in so se vsi držali istih pravil pravzaprav. Ne. In potem gre za to, ali je zrelosti v prostoru dovolj, da reče, čakajte malo, to nas pa vleče nekdo za nos, ne. Ali pa tega ne reče nihče ali skoraj nihče. In s tako idejo lahko prodreš, če tako rekoč vse, kar ljudje slišijo in edino, kar slišijo je, to je pa zdaj zmaga demokracije in ne slišijo, da je nekdo rekel, ne, čakajte malo, ni. Je pa zanimivo, ne, pred 100 leti, 120 leti se uporabljala besedo demokratizem kot eno od možnosti za to, kakšen politični sistem imaš. Ne. In potem smo mi, mutatis mutandis, smo prišli od tega, da temu rečemo demokracija. Ne. In se mi zdi prav primerno, ne, tej dogmi oziroma temu sektaškemu razumevanju samo sebe kot demokrata in ostalih kot grožnja demokraciji, se mi zdi prav primerno, da se jim reče, vi ste demokratisti, niste demokrati. Demokrati so za ravnotežje, za checks and balances. Ne. Zdaj, gospod Turk, desnica večkrat krivi za svoje poraze in to je tudi Janez Janša v zadnjem intervjuju za tednik Demokracijo med drugim povedal, krivijo medije, ne, da delajo razliko med levimi in desnimi. Zdaj na levi strani tudi novinari sami to le stežka priznavajo, da bi tukaj bila težava. Ne. Kako se na desnici po vaše počutijo ljudje? A je res ta razlika v pristopu poročanja do neke Golobove vlade, pa Janševe vlade? Midva lahko za primer vzameva na zadnje srečanje gospoda Goloba s madžarskim predsednikom Viktorjem Orbanom. Ne. Nismo poslušali izrazov, kot je urbanizacija in odmik k višegrajski skupini. Ne. Tako, ne. Če bi vi zdaj, novinari mogoče imajo v sebi mnenje, kot ga imajo, ampak če tole gledajo, ne, pa naj se vprašajo, ok, za koga pa jaz glasujem, za koga pa jaz navijam. Ne. In verjetno bi si, tako kot približno mi mislimo, ne vem, 90-95% novinarjev bi glasovalo, kako bi rekel, ne tako kot jaz. Ne. Ampak hkrati si oni domišljajo, ampak to mene nič ne ovira pri tem, da sem objektiven in da sem nevtralen in tako naprej. No in potem imamo take primere, kot ste ga navedli, ko se da eksplicitno dokazati, da je to tako. Seveda, zdaj krivimo, ne, koga lahko krivimo za to. Ne. V bistvu je možno govoriti, kako bi rekel, o krivdi pa o vzrokih. Ne. In bi lahko nekako, ali pa o stvareh, ki so take, kot so in ne moramo spremeniti, ne? Okoliščine, zaradi katerih se to dogaja, ki jih je dolga serija in katerih posledica je to, da imamo, kako bi rekel, da smo manj konkurenčni v tem političnem boju. To je prav gotovo, se vleče od druge svetovne vojne naprej, od tega, da je pač desna inteligenca bila
iztrebljena, prestrašena, izgnana in se tudi potem skozi tisti šolski sistem ni uspela v največji meri na novo zgenerirati, da so ti sistemi ostali, torej sodstvo, mediji, izobraževanje, predvsem izobraževanje učiteljev, ne, da so ostali trdno v rokah naslednikov prejšnjega sistema. To so okoliščine. Ne. Potem se pa lahko vprašamo, a bi lahko kaj naredili drugače, da bi vseeno zmagali, ne, da bi vseeno dosegali boljše rezultate. Ne. In o tej debati se vsi strinjamo. Se strinjata NSI in se strinja SDS in Tonin in Janša in vsem nam je zelo udobno govoriti o tem, kako igrišče visi. Ne. Kako pa igrati na tem igrišču, ki visi, zato da pa vseeno dosegaš gole, ne? Ta debata je pa potem manj prijetna, ker tukaj pa lahko nastajajo neke razlike med tako tistimi, ki igrajo na igrišču, kot med nami, ki, bom rekel, iz tribune navijamo in žvižgamo in krilimo z rokami. Ja, in zdaj ste v bistvu dali dobro iztočnico, ne, kako priti iz te zagate za desnico, kje najti rešitev. Zdaj v stranki Nova Slovenija so prejšnji teden na glas ugotovili, da je po njihovo rešitev takšna, kot jo sicer zagovarjajo že leta leve stranke, da ne gredo v koalicijo več s Janezom Janšo. Matej Tonin je rekel, odpovedali se bomo v sodelovanju s političnim veteranom. Je to rešitev, gospod Turk, da se umakne Janez Janša? Je to ta rešitev, ki jo desnica potrebuje? A si jo sploh upajo za desnici na glas postaviti? Zdaj, nekdo, ki ne pozna slovenske politične situacije, ne, bi rekel, ja, pa res škoda, da Tonin ne gre z Janšo, ker pa bi imeli pa vlado SDS pa Nova Slovenija, ne, pa ne bi bilo treba se s tem golobom nam ukvarjati. Ne. Ampak jaz mislim, ni toliko problematična ta izjava, ne, oziroma ni se vredno toliko pogovarjati o tej izjavi, ne, ampak o tem, da je povsem brezpredmetna. Nobene možnosti ta hip ni, oziroma nobene ponudbe ta hip nima Tonin od Janše, da bi Tonin stopil v Janševo vlado. Ne? Mi smo daleč od tega, da bi bil to scenarij, o katerem bi si delali probleme. Ne? Tako da je to izjavo za razumeti kot, rekel, signaliziranje neke, kot se temu reče, virtue signaling, ne? Signaliziranje neke pozicije, signaliziranje neke pozicije, nekega stališča stranke, ki je razumljivo. Ne? Jaz razumem, da se NSI zaveda, da zaradi tega, ker ogromno ljudi misli, glas za NSI je glas za Janšo, oni nekih glasov, sredinskih glasov, niso dobili in poskušajo nekaj v zvezi s tem, da bi te glasove dobili, narediti. Se pa bojim, da to ni dovolj, oziroma ne bo dovolj, oziroma zadeve bistveno ne spremeni. Ne? Prej sem rekel, če hočeš zmagati na volitvah, moraš dobiti glasove volivcev, ki jih nič ne moti na tebi. Ne? Toliko in toliko volivcev je, ki jih moti Janša. Ne? Toliko in toliko volivcev je, ki jih motijo Janševi prijatelji, sopotniki, zavezniki in tako naprej. Je pa tudi toliko in toliko volitev, ki jih moti Nova Slovenija, pomišljaj, krščansko-demokratska stranka, ne, oziroma te krščanske vrednote, ki so pri Novi Sloveniji in ki bodo rekli, ne, za Novo Slovenijo pa ne bom glasoval, zato ker oni pa in bodo potem res, torej realno ali nerealno našli neke teme okrog splava verouka in vsega tega, kar se nam v slovenskem prostoru v smislu neke fobije do cerkve že dolgo časa vleče. Tako da, kakorkoli obračamo in kakorkoli se Tonin in Janša med seboj kregata, je po mojem mnenju vse zastonj, ker te dve stranki v najboljšem primeru čez enih 38-40 poslancev ne prideta skupaj. Ne. Bi prišli, če bi SDS vodil drug politik, recimo Anže Logar? SDS je, kako bi rekel, kot pri košarki, če si predstavljate, ne, te stranke, tudi kako velik pivot lahko od nekod narediš. Se pravi, nekje si fiksiran in potem narediš korak v eno ali pa v drugo smer. Ne. In SDS in Nova Slovenija imata
pravzaprav zelo trdno tisto oporišče, tisto točko ideološko, vrednostno, iz katere izhajate, iz katere gre Janša mogoče mečkan bolj v desno, iz katere bi šel Logar bolj v levo. Težko reči. Težko reči, ker tudi ta stroj za polivanje gnoja, ki je bil do zdaj mobiliziran za to, da poliva gnoj čez Janšo, je ugotovil, da ne rabi več tam polivati, da je dovolj gnoja tja nasu in se ozira po novih tarčah. In nove tarče so SDS, nova tarča smo že videli v Mladini Logar, in če bi šlo Novi Sloveniji predobro, bo nova tarča Nova Slovenija. Tisto, kar je vprašanje, je, ali si neka stranka bolj želi vztrajati na principih, na vrednotah, ki jih ima, in črpati svojo podporo, tudi samopodobo, vrednost o sebi, smisel svojega obstanka iz tega, da brani in čuva te vrednote, ali je bolj pomembno, da zmaga na volitvah, da pridobi oblast. Ali je bolj pomembno, zakaj se zavzemaš, ali je bolj pomembno, zakaj se dosežeš. In tukaj se bojim, da so že po naravi stvari desne stranke nekoliko manj pragmatične, jih nekoliko bolj zanima, to so naše vrednote, od tega ne odstopamo, tudi če ne dobimo nobenih novih glasov. In zato se mi zdi, da v Sloveniji manjka v sredini političnega prostora nekaj, kar bi bilo na nek način apolitično, ki bi pragmatične rešitve iskalo in ki se ne bi ukvarjalo ki se ne bi profiliralo, da je desno, ki ne bi nobeno od teh, bom rekel, rdečih cun, ki so moteče za sredinskega volivca, z nobeno od teh cun ne bi mahalo. Mečkano v smislu tistega znanega pregovora o Deng Xiaopingu, ko se je peljal z avtom, bil pred križiščem, šofer vpraša, ali ne greva levo ali ne greva desno, in je Deng Xiaoping kot kitajski komunist v komunistični Kitajski rekel, glej, zavi desno, ampak prižgi pa levi utripalec, levi žmigavc. Ampak kaj to, gospod Turk, torej pomeni? Da desnica ne more na oblast, dokler ne bo ustanovljena neka nova sredinska stranka, katera bojo pa tako vprašali, ali bi sodelovali z Janezom Janšo? Manjši problem Slovenije je v tem, ali ima desnica oblast ali jo nima. Večji problem Slovenije je, ali ima oblast, ki jo trenutno imamo, alternativo. Ker samo če oblast, ki jo trenutno imamo, ima alternativo, potem delujejo neki demokratični mehanizmi, ki silijo to oblast v kolikor toliko pametno, razumno, tudi do neke mere sredinsko obnašanje. Skratka, preprečujejo ekstreme, preprečujejo ekscese. Pa jo trenutno oblast ima? Prejšnja oblast jo je imela. Prejšnja oblast je bila pod drobnogledom medijev, pod drobnogledom civilne družbe, močna opozicija je bila, tesna večina v parlamentu, demokratična kontrola prejšnje oblasti je polno delovala. In tudi predprejšnje, tudi Šarec. V bistvu. Pravzaprav tudi predprejšnje. Tega zdaj ni. Tako da vprašanje je, ali lahko se vzpostavi ravnotežje, ali se lahko vzpostavi obet ravnotežja. In se mi zdi, da se ta obet ravnotežja lahko vzpostavi, oziroma da ga bo izjemno težko vzpostaviti, ne da bi se pojavilo nekaj novega. Ta nova stvar naredi pa samomor, tako rekoč, ob rojstvu, če se razume ali če jo drugi razumejo kot mi bomo pa prinesli Janši manjkajoče glasove iz sredine. To mora biti zadeva, ki je samostojna in ki si upa tudi reči, veste kaj, mi smo tle na sred, mi gremo lahko s temi ali pa s temi. Bomo dali pa mi mandatarja morda. Ampak poglejte, zdaj ste v bistvu spet odgovorili, da je problem Janez Janša. Torej, če se Janez Janša umakne, kaj se zgodi na slovenskem političnem parketu? Janez Janša ni problem. Janez Janša je oseba, ki, bom rekel, neke temeljne vrednote slovenske osamosvojitve, demokracije, države, tudi
bom rekel, zahodne civilizacijske enote brani, je kot to dragocen. Ampak mi da tukaj govorijo čisto matematično. Za oblast, za priti na oblast, za poskrbeti za udejanjanje od kakšnih teh enot, kakšnih od teh vrednot. Je pa vprašanje, ampak zdaj smo že, pravzaprav se je že dvakrat vrnil, ko ni nihče pričakoval. Večja težava je pravzaprav v tem, da je nekaj časa na oblasti, tudi jaz sem bil v eni njegovi vladi, zdaj je bila 2 leti ta vlada, ali potem kaj ostane, ali je uspelo v Sloveniji kakšne stvari premakniti bolj proti neki evropski sredini. In se bojim, da ni prav veliko za pokazati, ni prav veliko ostalo. Ostal je zakon o financiranju osnovnega šolstva, kjer je tisto financiranje za teh par privatnih šol urejeno. Tega še niso razdrli, upam, da jih nisem zdaj spomnil, da morajo tudi to na prvi pogled se vendarle zdi, kot da je prišlo do kontraučinka. Imamo stranko Levica zdaj v vladi. Po eni strani kontraučinka, po drugi strani je Levica zdaj, vsaj numerično, kot ste prej rekli, da nas številke zanimajo, pa šibkejša, kot je bila še na prejšnjih volitvah. Je pa bolj vplivna ravno zato, ker je nek programski vakuum na Golobovi strani in Levica za svojimi idejami ta vakuum polni. In vsi se zdaj sprašujejo, kaj bo storil Janez Janša in kaj bo storil Anže Logar. Kaj bi morala storiti po vaše? Predvsem ne vidim nobene potrebe, da bi morala kaj storiti zdajle. Že po aprilskih volitvah je, kako bi rekel, ko gre en vihar česa, se pametna drevesa majčkeno upognejo, počakajo, da gre čez, pa se potem dvignejo nazaj. Trava se malo poleže, pa se dvigne nazaj. Nima smisla takrat, ko je nasprotnik v zaletu, se mu zelo močno postavljati na pot. Zdaj smo dobili na teh volitvah določena sporočila in je kar nekaj časa za premislek o tem, kaj in kako. Recept, ki ga imajo na levi že dolgo časa, je, da če naredijo nekaj novega, če pride do nekih sprememb, to naredijo tako rekoč tik pred volitvami. Ravno zato, da se ne nabere na tej novosti, da se ne naberejo na tej novosti stvari, ki bi utegnile koga motiti potem na volitvah. Je pa še ena stvar, ki pa nas vendarle lahko skrbi. Zdaj, desna politika nima neke civilne sfere, ki bi bila v pomoč. Vidimo na nek način ta Golobova vlada na nek način tudi z roko v roki s civilno družbo. Inštitut 8. marec ima očitno velik vpliv. Vi ste predejali, da ne veste, kaj je desnici bolj pomembno, to, da zastopa svoje vrednote ali to, da je na oblasti. Ampak mi zdaj imamo situacijo, v kateri za desno opcijo voli približno 40% ljudi, takšen približno je bil rezultat na zadnjih referendumih. In potem je ta manjšina, ki je manjšina, ni pa tako majhna manjšina, je označena za neko zlo, ki ga je večina premagala. To so bile besede predsednice nekega inštituta in teh besed nihče ni problematiziral. Jaz mislim, da, bom rekel, z desne smo jih seveda problematizirali. Ampak v medijih pa tega ni bilo. V dominantnih medijih pa tega ni. To kaže na neko temeljno nerazumevanje demokracije. V Sloveniji nas je 100%, 40% je prekleto veliko. Ni prekleto malo, tako kot je rekel voditelj bivši od Studia City. In razumeti demokracijo pomeni, da priznaš legitimnost obstanka tem, da priznaš legitimnost teh idej, da si se pripravljen o teh idejah pogovarjati, da si se pripravljen z njimi soočiti, ne pa jih zavreči kot nedemokratične ali pa kot zlo ali pa kaj podobnega. To kaže na eno, ko bi temu rekel, totalitarno miselnost, ki na drugi strani vztraja. Zakaj desnica nima civilne družbe, kje je zaspala, zakaj ni inštituta 25. december, 25. junij? Dobro vprašanje. Morda zato, ker je, mislim, da je bil Marcuse,
pa še prej italijanski komunisti, ki so pa alinski, ne, ki so postavili zelo jasno strategijo levici, potem ko so videli, da ne bo mogla zmagati z ponovitvami oktobrske revolucije, ki so rekli, ne, gledajte, mi moramo zaposesti inštitucije, mi moramo zaposesti univerze, mi moramo zaposesti državno upravo. Ne, če imate vi v državni upravi na Ministrstvu za okolje nekaj uradnikov, ki so goreče zeleni, vam bodo nasuli toliko peska v sistem, da ničesar ne boste mogli pametno zgraditi. Ne? In podobno, če imate vi, bom rekel, svoje ljudi, tam, kjer se deli denar za nevladne organizacije, za različne razpise in tako naprej, potem imate, kako bi rekel, zagonski kapital za vse to. Ne? Potem, ko imate pa to zadevo, ne, so pa ti ljudje nekaj časa v nevladnih organizacijah, potem grejo pa v službo na ministrstva, potem pa dajo denar novim nevladnim organizacijam. Ne? Tega se mi nismo zavedali, mogoče neka taka temeljna filozofska napaka je bila, da se nam je zdelo, sej, samo če daš ljudem svobodo, samo če pustiš, da se stvari premikajo same od sebe, ne, bodo vsi ljudje prišli k nam, bo desno in bom rekel, rahlo konzervativno, to tradicionalno zmagalo. Ne. Pa se izkaže, da je resnica verjetno ravno obratna. Da če spustiš ljudi rekel, živeti po svojih rekel, instinktih, ne, da je tam bolj udobno, tam jim pravijo, lej, se ni treba delati, se bomo imeli socialno državo. Ne. Sej, lej, če ima nekdo več, to je v redu, če si ti zavisten do tega. Zavist je vrednota, ni greh, tako kot smo se krščansko učili. In to je verjetno temeljna težava, ki je v takih demokracijah brez tradicije toliko bolj očitna. Ker v tradicionalnih demokracijah le, bom rekel, ta inercija iz preteklosti še nekaj časa stvari drži nad vodo. In če zaključiva tale pogovor, sva že kar dolga, do naslednjih volitev, čez 2 leti imamo volitve za evropske poslance, do državnozborskih pa je še kar daleč 3,5. Kaj bo takrat drugače? Je lahko kaj drugače? Kot sem rekel, ne, mislim, da treba je iti na vzpostavitev ravnotežja. Ne na zmago desnice. In to pomeni kaj? To pomeni, da bo imela, bom rekel, koalicija, obstoječa koalicija tekmeca, koalicijo, ki bo realno se spopadla za to, kdo bo imel oblast. In bova s temi besedami zaključila. Dr. Žiga Turk, hvala, ker ste bili gost na Domovini. Zelo zanimiv pogovor in se vidimo še ob kakšni priložnosti. Hvala za vabilo. Tako, to je bilo vse v nocojšnji vroči temi. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Lahko noč.